Mislim, če ti 306 konjev v tako kompaktnem avtomobilu ni dost, pa pospešek do 100 v 4,8 sekunde. Yo! Ok, takole, lej. Danes bomo govorili o avtomobilu, pri katerem sem pa, moram priznati, pa to se ne zgodi dostikrat, kolebal. Ker sem ga prvič vzel, sem rekel, pa dober, kva si zdaj ti? Ne teč, ne meš? No, pa so se začela pa družiti. Skupaj so naredila velikenih kilometrov. In moram priznati, da mi je s časoma pa vsem malo zlezel pod kožo. Čeprav se še zdaj, po več kot 10 dnevih druženja z njim, ne morem čist navaditi na njegove proporce. Ampak daj pejmo povrstno. Tu, kar vidiš za mano, je BMW M235i Gran Coupe. Dolg ime za avto, ki zahteva detaljno razlago. Zakaj je takšen, kot je? Kakšen sploh je? Kdo so njegovi tekmeci? Kakšne so njegove največje prednosti? Pa konec koncev tudi slabosti. Ok, pejmo. Pa dajmo začeti s karoserijsko zasnovo. Kar vidiš je pravzaprav na en način skoraj čist klasična limuzina. Pol tukaj vemo, proti komu se bori, ne? V prvi vrsti proti Mercedesu CLA, pa Audiju A3 limuzina. Zdaj, povpraševanje v tem segmentu po limuzinah, ja moramo priznati, ni precej veliko, ne? Bolj so priljubljeni presekani zadki, tako imenovani hatchbacki. Ok, zdaj pa. Ta avto gre, moram priznati, mečken v nos tradicionalistom. Pa ne toliko zaradi proporcev, pridemo pol do tega, zato ker ima precej tako zajetno guzico. Predvsem zato, ker a veš, za osnovo jemlje enko pa X2 avtomobile, ki imajo primarno pogon speljan na sprednji kolesen par, ne pa na zadnjega. Pri dvojki Gran Coupe je dost podobno. Ta je pa unta hud. In to pomeni, da se navor prenaša na vsa 4 kolesa s pomočjo pogona X-Drive. Ampak pridemo do tega pozneje. Dajmo najprej opraviti z videzom pa s proporcij. Zato, ker ga prvič vidiš, pa preden se ga navadaš, nekaj kar nekako ne štima. Vse avto je markanten, oči ga zelo hitro najdejo, pravzaprav ima kupenih potez, ki zahtevajo tvojo pozornost že v štartu, sploh če je avto pofarban tako kot tale. In zakaj sem zdaj že drugič omenil proporce? Je zato, ker se zdi, vsaj na prvi pogled, da je tale guza mečken, pismo ne vem, kako ne rečem, no. Da je gabaritsko zelo izrazita, da je malo debela, malo je tako šunkasta, nabita, nabuhla, natrenirana. Pač človek se pri tem avtomobilu težko znebi feelinga, da vsem skupaj, kar vidiš, vključno z masko, razmeroma atraktivno bočno linijo, totalno dominira njegov zadnji del. Zato ker, se mi zdi, da je tole ta prav kot, s pomočjo katerega boste tudi vi razumeli, o čem govorim. Pa se jaz napravim, da je to slabo. Jaz se samo odzivam na to, kar folk reče, ko ta avto prvič vidi. Moram pa oblikovalce pohvaliti, da so se zelo potrudili linije narediti ekstra atraktivne. Ne samo, da so zadnje luči zares ogromne, povezuje jih tudi tale izrazit črn pas, vidiš, ki je speljan preko logotipa. Tudi tukaj na strani, pri spodnjem delu odbijača, pri izpuhih se velikenih stvari dogaja. Drugače pa aluminijasti zaključki so sicer bistveno večji od dejanskega izpuha. Ampak to se mi ne zdi pomanjkljivost, to je pač del nastopa, ki ga ta avto ima in ga tudi mora imeti. Mislim, da vsezadnje gre za v tem trenutku najbolj zmogljivo dvojko Gran Coupe. Drugače pa, ker ima limuzinski zadek in je to ene vrste specifika, ki v tem segmentu ni pogosta, dajmo pogledati še kufer. Evo, pogled, takole izgleda. Odprtina je razmeroma ozka, ampak to kupce limuzin, še posebej takšnih športnih, še nikoli ni motil. Na voljo imaš ogromen dvojen dno, kamor lahko spraviš veliko. Ne, resno mislim. Poglej, koliko je tukaj prostora. Aha, pa nekdo pred mano ni. Ma pa drugače ta avto eno hecno foro, ki se mi ne zdi najbolj smiselna. A veš, sedeže druge vrste je mogoče podreti, ampak če želiš to narediti, nimaš tukaj nobenega vzvoda oziroma gumba, s katerim bi lahko zadevo sprožil, moraš iti do kufra in zagrabiti enega od teh dveh stikal oziroma vzvodov, takole, potegneš, pa greš pa nazaj v kabino, zagrabaš, sedeš in ga lahko takole podreš. Drugače pa premijske limuzine tega segmenta še nikoli niso bile izjemno prostorne, enako velja tudi za ta avto. Poglej, zdaj sem se jaz recimo usedel, a vidiš, to je pa, nikamor ne grem, ampak na gonsko se prevežem. Zdaj sem se jaz usedel za sebe, ne bom ponavljal, koliko sem velik, prostora je pa, za kolena glih, ene 2-3 cm mi ostanejo. Kar se pa prostora za glavo tiče, poglej, kako je strop pravzaprav nad mojo glavo izdobljen, na obeh straneh valjda. Mogoče še beseda o sprednjih sedežih, pa jih redko
redko najprej pokažem od ozadij, ampak se mi zdi, da si to zaslužijo. Zato, ker gre za športni izdelek z integriranim vzglavnikom in moram reči, da tole zgleda vrhunsko, pa ne samo to. Oblečenje v alcantaro, udoben, dober prime, izrazita bočna opora, ramenska malo manj, nič hudega, se ne gre za ekstremnega športnika. Pa me je malo vroče. Pa glede na to, da je odprtina za dostop do druge vrste razmeroma ozka, nisem imel nobenih težav iti noter ali pa ven. Ker to se tudi dostikrat zgodi, ne? Še posebej, če imaš malo večjo guzico, kot jaz. No, zdaj se pomaknemo pa k motorju, k pogonskemu sklopu, pa k voznim lastnostim. Tudi tukaj imajo tradicionalisti veliko zapovedati, pa moram priznati, da jaz tudi, ker če ne drugega sem fejst nostalgičen, ne? In sem do zdaj znako M235i povezoval s 6-valnim motorjem, ki je nič manj kot odličen. V tem primeru se je treba sprijazniti pa, da pod pokrovom tegale motorja ropota 4-valni 2-litrski bencinski motor. Valjda prisilno polnen, pa več kot dovolj zmogljiv, mislim, če ti 306 konjev v tako kompaktnem avtomobilu ni dost, pa pospešek do 100 v 4,8 sekunde. Končna hitrost je itak through the roof. Je pa res, da to ni isto. Gre isto, ampak občutek malo zvoka manjka. Motor je zelo eksploziven, tudi prenos navora na vsa 4 kolesa je izjemno učinkovit. Je pa res, da me malo moti, da je v spodnjih vrtljajih malo premalo odziven, da mogoče rab mečkam preveč časa, da se konkretno razživi. Kar se pa voznih lastnosti tiče, stari lej, malo se ga je treba naučiti dinamično peljati. Ker če bo šel z glavo skozi, je edina stvar, s katero se boš srečal, drsenje sprednjega dela naravnost ven iz ovinka. Ker če se ga nalotiš pravilno, gre za klasično podkrmarjen avto, ne? To je pa beseda, ki jo vozniki BMW-jev ne samo, da jo ne marajo slišati, pravzaprav jo ne prenesejo. In edin prav je tako. BMW se naslanja na tradicijo izjemnih voznih lastnosti v praktično vseh svojih avtomobilih. In tudi zato je ta tema še kako aktualna. Ampak, če se ga pa naučiš prav peljati v dinamičnem smislu, ker pri običajni vožnji te sploh ni vprašanje. Je avto razmeroma čvrst, ampak se pelje odlično. Pa oprijema je v ovinkih zelo veliko. Če pa temu dodaš še majčken razmišljanja in začneš upoštevati prenašanje mase avtomobila, pa se s tem začneš malo igrati, no pol si pa lahko tudi primerno nagrajen. Pa 4-kolesnemu pogonu moraš dati majčken časa, da on zračuna, da bi ti vseeno malo več navora imel na zadnji osi, ne. Pol se pa lahko tudi malo igraš, pa malo zritko pometeš. Ni pa to tako izrazito, kot bi lahko bilo, če bi imel avto zadnji pogon. In če kje, potem ima ravno pri voznih lastnostih ta avto, to je treba priznati, majčken krizo identitete. Športen BMW voznik si bo želel še malo več povratnih informacij iz volana, mogoče še malo bolj čvrsto podvozje, ki bi znalo pikico boljš komunicirati. Znotraj v kabini pa lahko računaš na ene vrste copy-paste enke, kar ni slabo. Kabina je izredno dobro sestavljena. Všeč mi je, da BMW, tako kot recimo Audi zadnje čase, uspešno kombinira digitalen pristop s klasičnim, digitalna instrumentna plošča, zaslon občutljiv dotik, kvo imaš pa tukaj še kupenih klasičnih gumbov. Čeprav moram priznati, da nastavljanje klimatske naprave s to mehno tipko tukaj je toliko praktično, pa spet ni. Pa zelo mi je všeč, pardon za marelo, da lahko z vmesnikom upravljaš tudi tukaj s tem vrtljivim stikalom in gumbi, ki ga spremljajo. Ergonomskih pomislekov nimam, sedim odlično, vse skupaj je zelo preprosto, obenem ti je pa v vsakem trenutku jasno, da sediš v sodobnem, zelo naprednem avtomobilu. O samih asistenčnih sistemih pri pomočkih ne bomo, o tem sem govoril že 1000-krat. Pa danes rekel, se nisem na ceno spomnil, lep, osnovno dvojko gran kupé dobiš za dobrih 30 €. Če se ti pa lušta kaj podobnega, kar vidiš za mojim hrbtom, je pol pa 57 pa še nekaj, no. Ok, to je pa zdaj res to. Ajde.